Pozdravljeni. Primež korona epidemije ne popušča. Tudi ta teden smo čakali na tisto pregovorno luč na koncu tunela, a je nismo dočakali, saj je število okuženih iz dneva v dan še vedno veliko, s tem pa nažalost veliko umrlih zaradi te kuge 21. stoletja. Tako tudi nismo dočakali sproščanja ukrepov, med katerimi je zagotovo najbolj zaželeno ponovno odprtje občinskih meja in sproščeno praznovanje decembrskih praznikov se vse bolj odmika. Nekaj poudarkov iz nocojšnje informativne oddaje Dogodki tedna. Litijska komunala v letošnjem korona letu uspešno posluje. Litijski razvojni center Srce Slovenije bo poslovno leto zaključil uspešno. Zimska služba v občini Šmartno pri Litiji uspešno prestala prvo pošiljko snega. Zadeva Termit v občini Moravče ponovno v ospredju dnevne lokalne politike. Tako kot druge gospodarske dejavnosti, ki so imele v letošnjem letu močno otežene pogoje dela, se je v povsem novi situaciji znašla tudi litijska komunala. Glede na širok nabor dejavnosti, ki jih opravlja v dobrobit občanov, so se morali prilagoditi novim razmeram z vsemi omejitvami, ki so jih prinesle. Kljub temu pa je po besedah direktorja Romana Ceglarja poslovanje v tem letu dobro in pričakujejo dober poslovni rezultat. Tudi za nas, tako kot za večino, je nenavadno leto in se pravi novi prijemi, novi načini, kajti že spomladi smo se spoprijeli z korono krizo, če temu tako rečemo. Morali smo sprejemati posebne ukrepe, sistem na komunali se je malo spremenil, seveda pa v upanju do naših občanov, da se storitev ne bi poslabšala. To moram reči, da nam zdaj uspeva. Trenutno smo v podjetju imeli nekje 10% okuženost, tako da vse službe tečejo nemoteno. Moramo se pa zavedati, da imamo zelo obširen, širok asortiment služb, se pravi oskrbo s pitno vodo, odvoz odpadkov, vzdrževanje cest, nenazadnje zimsko službo in na koncu tudi pogrebno dejavnost. In te dejavnosti je potrebno peljati in skrbeti, da ne bi nam zašepale. Moram reči, da nam trenutno uspeva, kaj se bo pa zgodilo, glede na stanje, pa je težko napovedovati. Seveda tudi za nas je bila novost, informacije ogromno, takšnih ali drugačnih. Tukaj moramo reči, da smo uspeli do tega trenutka, se pravi zaščitna sredstva, skupine nismo delili, da so bili eni in isti delavci v skupini skupaj. Kar je pa režijskih delavcev, smo pa uredili delo od doma, tako da imamo vsi, ki imamo možnost doma z svojimi računalniki, to je skoraj vso večino, da delamo od doma. Se pravi, delo od doma, vsi, ki lahko delajo, delajo od doma in to mislim, da je bil tisti rezultat, ki je nam prinesel, da nismo oboleli, se pravi, znotraj podjetja režijskih delavcev. Fantje na terenu pa smo zmanjšali skupine, to, kar je nujno potegniti skupaj in da jih tudi ne mešamo. Poslovni izid bo verjetno poslovanje podjetja je pozitivno, kajti spremljamo mi tekoče stroške, se pravi tudi v povišanje cen komunalnih storitev, razen na čiščenju, kjer je težava z blatom, se ne predvideva. Tako da poslovanje je bilo edino stroško in pa z prihodki nihajo. In pa nekateri stroški, ki jih do sedaj ni bilo, se nam pojavljajo. In pa tudi imamo ogromno klicev in odpovedi naših storitev. To se pravi gostilne, šole, vrtci, kjer nimajo odvoza odpadkov. Za nas pa je to malo problema, ker sistem funkcionira, tako z delavci, tako z vozili od tehnika, se pravi, stroški nastajajo, kljub temu, da nam za te mesece sporočajo, da imajo, se pravi, obrti zaprte. Tudi na trgu smo veliko delali. Veliko smo delali pa tudi za našega lastnika, občino Litijo. Mi smo velike projekte letos zaključili. Če naj naštejem, se pravi, vodooskrba v Tihaboju, vodooskrba na Golišču, naš največji projekt, kamor smo 20 let dovažali vodo, že eno mesec poskusno obratuje, tako da smo vse te projekte, ki smo jih zastavili, zaključili uspešno in pa mislim, da tudi kvalitetno.
Litijski razvojni center Srce Slovenije je pred nekaj leti zapadel v hudo krizo. Zaradi slabega vodenja bivšega vodstva se je nakopal precejšnjo finančno luknjo in malo je manjkalo, da bi moral v stečaj. Potem, ko je ustanovitelj občina Litija poskrbel za novo vodstvo z dokapitalizacijo in nekoliko omilil slabo finančno stanje, poslovni rezultati nakazujejo, da bo letošnje leto zaključeno pozitivno. Ja, kljub vsem izzivom moram reči, da vsaj kot kažejo, bi rekla, neki formalni rezultati, bo leto kar precej uspešno zaključeno. Če se mogoče dotaknem pred vsebino še malo tega finančnega dela, do konca septembra smo pripravili že računovodske izkaze in na osnovi še aktivnosti, ki so potekale v zadnjih mesecih in zdaj v zadnjem. V bistvu lahko rečem, da bomo nekako ponovili rezultat, pozitiven rezultat lanskega leta v smislu dobička, tam okrog 60 000 evrov se nam nekje obeta, plus minus seveda. Kar sem izjemno vesela je, da bomo do konca leta odplačali okrog 140 000 evrov zapadlih kreditov, kar je, mislim, da kar precejšen znesek. Ena izmed zadev, za katere sem tudi zelo, bi rekla, ne presenečena, ampak je to smer, v katero sem želela, da gre to podjetje in smo tudi šli, da smo tržni del v primerjavi z lanskim letom še povečali za 40% skoraj. Tako da bomo konec leta nekje na 120–130 tisoč evrov samo tržnega dela, se pravi nič vezanega na subvencije, na projekte in tako dalje. Tako da smo uvedli tudi nekatere nove storitve. Zelo sem vesela, da nas podjetja in organizacije že prepoznavajo kot nekoga, ki zna pripraviti neko prijavo na javni razpis in seveda tudi potem poročati in tako dalje. Tako da iz tega naslova je bilo tudi kar nekaj tega tržnega dela. Uspeli smo delati še na zmanjševanju stroškov, tako na področju dela kot tudi na področju storitev, ki so bile večinski del teh naših stroškov v primerjavi z materialom, nekje 30% smo jih zmanjšali, stroške dela nekje za 10%. No. Uspešen je bil tudi LAS Srce Slovenije. 3 projekti sodelovanja so v teku, tudi v tem letu, dobili smo pa tudi 2 nova projekta sodelovanja, kar je odličen rezultat glede na količino prijavljenih projektov. Ravno smo zaključili tudi z javnim pozivom za projekte deležnikov v naših občinah, razpisanih je bilo okrog 310 000 evrov. In ravno prejšnji teden smo dobili informacijo iz agencije, da nam bodo podelili še slabih 100 000 evrov, ki jih bomo zopet lahko razpisali za projekte na terenu. V letošnjem letu je bilo tudi 7 potrjenih projektov iz naslova prejšnjih LAS-ovih razpisov, 2 se navezujeta tudi neposredno na litijsko občino, tako da sem zelo vesela, da bo tudi na tem področju. Pa tudi kar nekaj izplačil iz prejšnjih že tekočih LAS-ovih projektov z terena je bilo izvedenih okrog 200 000 evrov, v letošnjem letu so dobili deležniki na terenu iz naslova teh zadev. Minuli teden je prvič snežilo v novi zimski sezoni. Sneženje so meteorologi napovedovali, tako da ni bilo presenečenja in so se nanj lahko pripravili tako tisti, ki skrbijo za prevoznost cest, kakor tudi vozniki. Tako je bilo tudi v občini Šmartno pri Litiji, ki ima v svojem upravljanju prek 200 km cest in poti in kot so nam povedali, prvi sneg zimski službi ni povzročil prevelikih težav. Poleg tega pa tudi zaključujejo investicijski ciklus na cestni infrastrukturi in tudi na tem področju so zadovoljni. No, sneg nas ni presenetil, pripravljeni smo bili, napovedi so bile že prej izrečene, uresničile so se. Že predhodno smo pripravili plan vzdrževanja oziroma izvajanja zimske službe na cirka 230 km samih cest in na ostalih javnih površinah. Zdaj v prvi akciji 3-dnevni je bilo izvedeno 3-kratno posipanje in pa 3-kratno pluženje. Večjih težav v splošnem ni bilo, so pa bile nekatere pritožbe občanov. Tudi zaradi tega, ker se je v bistvu
izvajalcev so se dogodile nekatere tehnične težave, odpravili so jih, tako da so nekateri občani morali počakati malo dlje. Načeloma pa je občutek, da večjih težav ni bilo. Ja, za letošnje leto smo zadeve, kar se tiče cestne infrastrukture, zaključili. Bilo je nekaj manjših odsekov, se pravi zadeva v Završniku, zadeva v Lupinici. Uredili smo okolico osnovne šole na Primskovem in delček ceste. Največji projekt je bil pa izgradnja kompletne infrastrukture s cesto v bivši industrijski coni Juve. Ja, tisto, kar smo si v proračunu zadali, smo tudi realizirali. Edina zadeva, katero smo še nameravali, in sicer v 2 letih, je bil projekt kar precejšen v Kostrevnici, se pravi po Kostrevniški dolini. Zadeva je sicer izgledala, da se bo hitro realizirala, vendar smo naleteli na manjše težave pri pridobivanju zemljišč, pa tudi sama projektantska ocena je glede na naše pričakovanja mogoče presegla naše zmožnosti, tako da smo projekt prestavili. Občina Litija bo čez dobra 2 tedna potrjevala občinski proračun za leto 2021 in 2022. V tem trenutku je javna obravnava o obeh proračunih, so se že pogovarjali z vsemi krajevnimi skupnostmi, kakor tudi z mestno skupnostjo Litija. Sestavni del občinskega proračuna je tudi sofinanciranje programov z področja športa, kulture in socialnih dejavnosti in tudi ti so že pripravljeni in v javni obravnavi. Več o tem nam je povedala podžupanja Lijana Lovše. Ja, v tem trenutku ima občina Litija na svoji spletni strani objavljene vse 3 lokalne programe, tako športa, kulture kot tudi socialnega varstva. V javni razpravi so ti programi še do 15. decembra. Potem pa pričakujemo, da bomo seveda skupaj z temi pripombami, ki bodo prišle, te lokalne programe obravnavali tudi na seji občinskega sveta, ki bo 21. decembra. Namreč sprejemamo proračun tako za leto 2021-2022 in se nam je zdelo smiselno, da tudi programe vključimo na to sejo, sprejmemo, da bomo potem lahko čim prej v novem letu pričeli tudi z razpisi za vsa ta društva, klube. In kakšne so novosti, kakšne so spremembe v programih. Bistvenih sprememb ni, razen mogoče to, da smo strukturo financiranja glede na namembnost, bom rekla, malo spremenili. Glede na to, da pričakujemo, da še tudi v prihodnjem letu, najbrž vsaj v začetku leta ne bo kakšnih večjih prireditev, dogajanj, smo potem več sredstev v predlogu namenili samem redni dejavnosti izvajanju, ne pa toliko prireditvam in dogodkom. Moram tudi reči, da je po zadnjem intervencijskem zakonu zaradi koronavirusa tudi dopustno, da društva sredstva, ki smo jim delili s pogodbo za letošnjo leto, lahko pokoristijo v celoti, kljub temu, da določenih programov niso izvedli, jih bodo pa izvedli v prihodnjem letu. In prav zaradi tega verjamemo, da bo pravzaprav teh programov in teh prireditev, ki so ostale od letošnjega leta, pa jih bojo društva drugo leto izvedla, toliko, da ni potrebno, da dajemo toliko sredstev prav za programe za prihodnje leto oziroma za prireditve. Sprememba je tudi pri športu, recimo to, da bomo pomagali pri organiziranju s financami seveda, pri organiziranju športne zveze, kajti že kar nekaj let se pogovarjamo, da bi društva se povezala in ustanovila športno zvezo, in ker so sedaj aktivnosti že zelo daleč, računamo, da bo tudi drugo leto zaživela in smo namenili nekaj sredstev tudi za to delovanje te zveze. Mogoče bi še pri programih za socialno varnost omenila, da se sredstva nekaj povečujejo tudi na račun prevozov
za starejše, namreč te aktivnosti so se sedaj kar dosti razširile in tukaj pač tudi namenjamo nekaj več sredstev. Jaz bi pač predlagala, da si naši občani pravzaprav preberejo vse te predloge programov na naši spletni strani, podajo pobude do 15.12., potem pa tudi spremljajo, če bodo seveda ti programi na občinskem svetu sprejeti, razpise, ki bodo objavljali zelo v kratkem, v začetku leta 2021. Pošteno smo zakorakali v mesec december, ki je pregovorno najbolj vesel, bleščeč in upanja poln mesec v letu. Tako je bilo v preteklosti, letošnji pa je povsem drugačen zaradi korona krize, ki ne mine. A kljub temu so se slovenska mesta že odela v praznično podobo in vsaj nekoliko omilila turobno stanje, v katerem smo. Prejšnji petek je tudi Litija zasijala v praznični preobleki in v želji, da se tej razkošni razsvetljavi doda še več prazničnega vzdušja, je v Zavodu za kulturo, mladino in šport nastal projekt, ki se bo javnosti predstavil prihodnji teden. Ja, tako je. Nahajamo se v delavnici kulturnega centra, tako jo imenujemo zadnje tedne. V tej naši modri sobi nastajajo zelo zanimive stvari, ki jih bomo postavili po mestu Litija. In sicer smo se letos odločili, da bomo se potrudili posebej za otroke, da bo nekaj za otroke tudi v tem prazničnem času, ki mogoče ne bo tako čaroben, kot je bil prejšnja leta, ampak vseeno se trudimo, da bi bil za najmlajše pa res vsaj malo čaroben. Zamislili smo si pravljično pot po Litiji, in sicer na travnih površinah po Valvazorjevem trgu, vse od lekarne do muzeja, bomo pripravili takšno luštno pot z lesenimi liki, z jelenčki, z ježki, s sovicami, s palčki, snežaki. Vse družinice, če tako rečem, teh lesenih likov bodo imele svojo zgodbo, bodo pripovedovale svojo zgodbo. Tako da mislim, da bo to ena luštna popestritev v našem mestu za najmlajše oziroma za družine, ki si bodo lahko vzele čas za sprehod, se naučile nekaj novega, naučile novega zraka, nabrale nove energije, zato bo to res nekaj posebnega v letošnjem letu. Ne bo potekalo pa to samo po Valvazorjevem trgu, bomo postavili še na 2 lokacijah po Litiji, katere pa naj ostanejo zaenkrat še skrite, tisti, ki jih bo pa našel, naj se pa slika in nam pošlje na naš elektronski naslov kulturnega centra. Tako da jaz mislim, da bo tale projekt zelo zanimiv. K sodelovanju smo povabili več društev, zelo veseli smo bili odziva društva U3 Litija in Šmartno, ki so napletli veliko šalo in kap za te like. Zelo velik odziv je bil, sem bila zelo presenečena in hvala res vsem, ki so se odzvali povabilo. Hvala vrtcu Litija, ki je tudi pomagal pri izdelavi palčkov, ko boste videli. Potem en projekt poleg teh travnatih površin pa v zadnjem tednu nastaja, to je pa, veseli smo zelo sodelovanja društva Lila, to je naše likovno društvo v Litiji, in sicer rišejo za izložbe pravljične junake, slovenske pravljične junake in bodo tudi po izložbah zgodbe, tako da bo res ta pot bogata, kot umetniško, kot športno lahko rečem in še pravljično. V ponedeljek se bomo skupaj s komunalo Litija lotili postavljanja in upam, da bomo imeli v torek že zvečer na ogled celotno pot, tako je planirano, potem pa vse do 5. januarja bo na ogled. Pa še eno presenečenje bo, zdaj ne bo več presenečenja, ko bom povedala, ampak od 23. naprej bo v mestnem jedru stala tudi Božičkova soba, upamo, da bo tudi Božiček je noter prišel, ampak to pa ni v naši moči, tako da pridete pogledat, 5 dni bo na ogled, vmes pa lahko še pogledate celotno pravljično pot. Drugemu valu korona krize še ni videti konca. Vlada je z ukrepi omejila delo mnogim dejavnostim, kljub drugim so zaprte tudi vse trgovine z nenujnimi življenjskimi potrebščinami. Kljub temu pa lete iščejo druge možnosti prodaje in ena izmed oblik je tudi prodaja po spletu. Tako so svoje delo organizirali tudi v EVJ centru v Kisovcu. Ja, res je, zdaj smo se na drug način organizirali, kot je bilo prej, tako da moramo upoštevati ukrepe, ki so predpisani, zato končni kupci lahko naročajo blago preko telefona, preko
naše spletne strani preko internetnega naslova, to se pravi e-maila, in mi jim pripravimo blago, jih pokličemo, kontaktiramo in lahko pridejo prevzeti blago v naše skladišče, kjer je tudi ob upoštevanju teh ukrepov, to se pravi obvezna maska, varnostna razdalja in razkuževanje. Ja, te spremembe so sprejeli, saj drugega izhoda trenutno ni. Seveda možno je pa naročati naše blago tudi preko naše spletne trgovine, ki je na naslovu www.evaja-center.si. Prodaja je res padla in zdaj težko ocenjujem trenutno, ampak recimo v prvem valu je bilo za približno nekje 60% manj prodaje in tudi računamo, tudi v tem drugem valu ne bo kaj bolje. Zato upamo, da bo čim prej se ti ukrepi sprostili in da lahko normalno poslujemo. Običajno se je prodaja v predprazničnem času povečala tudi na področju bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov in elektronike. Kljub krizi in novemu načinu prodaje je tako tudi letos. Upad se pozna, ampak vseeno se prodaja bela tehnika kot vedno, mali gospodinjski aparati. Trenutno se najbolj prodajajo pralni stroji, kar se bele tehnike tiče, pečice, štedilniki, tudi televizije. Prodaja se tudi ogrevalna tehnika, IR paneli. Trenutno je veliko povpraševanja po novoletnih dekoracijah, se pravi novoletne lučke, smrekice. Obenem pa vam ponujamo tudi gradbeni material in mešalnico barv, kjer si lahko izberete katerikoli odtenek barve, s katerim si lahko polepšate dom. Iz Evaja centra še sporočajo, da je prodaja podjetjem in SP-jem dovoljena ob upoštevanju zdravstvenih poročil, torej nošenju mask, omejeno število oseb v trgovini, varnostna razdalja, razkuževanje. Delavni čas je od ponedeljka do petka od 7 do 15, soboto je trgovina zaprta. Kontaktna telefonska številka je 03 56 57 150, elektronski naslov info@evaja.si in naslov spletne trgovine www.evaj-center.si. Pred dnevi je revija Reporter objavila članek družbe Termit iz Moravč, v katerem je zapisala nekaj dejstev v zvezi s sporom z moravškim županom z dr. Milanom Balažicem. Da spomnimo, dr. Balažic je kmalu potem, ko je bil izvoljen za župana občine Moravče, opozoril na nepravilnosti, ki naj bi se po njegovem dogajale v največjem moravškem podjetju v smislu ogrožanja naravnega okolja Moravške doline. V zvezi s pisanjem Reporterja se je moravški župan odzval z naslednjo izjavo. Drage Moravčanke, spoštovani Moravčani. Revija Reporter, ki je bila nekoč na desni, danes pa se poceni prodaja levici, je znova objavila lažne informacije o dogajanju med občino Moravče in podjetjem Termit. V sramotnem članku Nenada Gliksa je več neresnic kot je stavkov. Zgrožen nad nizkotno ravnjo članka ostro zanikam vse lažnive navedbe. Podjetje Termit svojo umazano dejavnostjo zakopavanja nevarnih in strupenih odpadkov v Moravški dolini potem, ko smo mu vsaj delno preprečili delovanje, ni več sposoben poslovati. Poslovni rezultati so tako slabi, da se oprijemlje samo še svojih medijskih trobil, plačljivih strokovnjakov in odvetniških pisarn. Termit ni dobil nobene tožbe proti meni ali česarkoli proti občini Moravče. Sfabricirana lažniva zgodba visi na pričanju strokovnjakov, prijateljev Termita, ki so Termit zagovarjali v postopku na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Ta postopek še zdaleč ni končan. In v tem okviru bi v imenu občine Moravče
na podlagi 5 strokovnih analiz, ki potrjujejo nevarno delovanje termita, pričal tudi sam, skupaj z vrhunskimi slovenskimi ekološkimi strokovnjaki. Žal je to pričanje zaradi epidemije prestavljeno. Res je, da je termit proti meni vložil, če znam prav prešteti, 8 tožb, kar kaže na to, kako obupane se počutijo. Izgubljajo tla pod nogami. Prvo precedenčno tožbo je že izgubil in tudi ostale bodo padle. Nobenega presenečenja, potem bomo na sodišče poračunali tudi z moje strani. To, da bi termit županu Moravč vrnil udarec, so samo pobožne želje sprevrženega vodstva tega podjetja. Skrajno žalostno pa je ob tem obnašanje moravške opozicije, ki se ravna po Leninovem načelu čim slabše, tem boljše. Tako imenovana lista župana Martina Rebolja, ki že 2 leti ni več župan, in lokalna SDS podpirata termit in njegovo škodljivo dejavnost za prebivalce Moravške doline. Škodoželjno se veselijo vsake poteze umazanega kapitala, ki uničuje našo zeleno dolino. Prenašati jih bomo morali le še 2 leti, ko sledijo volitve in grenak račun, ki ga boste vi izstavili. Občanke in občane občine Moravče, pa tudi vse državljanke in državljane Slovenije želim obvestiti, naj se ne vznemirjajo po nepotrebnem. Odločno bomo skupaj vztrajali na zeleni prihodnosti, saj hočemo našim zanamcem pustiti čisto in zdravo okolje. Pogrošne igrice umazanega kapitala nas ne zanimajo. Od države še naprej terjamo, da omenjeno podjetje Termit, torej naloži sanacijo vsega, kar je bilo doslej zakopanega, vseh odprtih lukenj, in hkrati pričakujemo, da to podjetje ne bo več dobilo okoljevarstvenega dovoljenja. V nasprotnem primeru bomo proti Termitu in proti državi sprožili vsa legalna sredstva, vključno z Evropskim sodiščem. Dovolj nam je uničevanja pogojev našega preživetja in prihodnosti naših otrok. V naše vrste kličemo vse, ki jim je cilj zelena Slovenija. Ta bo nastala ali padla v Moravčah. Drage gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.